Jaz Miro Branče se v Sloveniji nabere ob točni uri nekaj ljudi z določenim namenom, je to za Slovenijo kar v redu. To pomeni, da imamo opravka s dogodkom. Jaz bi dogodek umestil s kolegom Jamnikom, smo bila ravno 3 dni gosta v Srbiji in če primerjamo tem položaj, bi rekel tako, da oni imajo arhive, mi arhivov nimamo in mi kopljamo iz zemlje. Seveda je razlika še naslednja, da je pri nas strokovni angažma, ki ga bomo demonstrirali tudi na današnji tiskovni konferenciji, na bistveno višji ravni, tako po spektru strok, ki se ukvarjajo z problemom prikritih moriščih grobišč, kot tudi z znanstveno ravnijo, ki smo jo dosegli. In tretja značilnost, ali pa tretja razlika med nami in Srbiji je pa seveda ta, da za nami stoji država, za Srbiji pa ne. Današnji dogodek pravzaprav lahko imenujemo kar en mali seminar v Cesnovi Gorici, začel dr. Andrej Mihevc, ki je kot speleolog dolga leta spremljal tako to jamo, kot tudi druge jame, v kateri so posmrtni ostanki umorjeni kmeti po drugi svetovni vojni in je tudi potem, ko se je začelo nakazovati iz večjih raziskav, zlasti so tiste pomembne, ki jih je z sodelavci tudi s pomočjo kriminalistične policije leta 2004 v jamah pod Macesno Gorico in pod Krenom izvedel dr. Ferenc in pa v nadaljevanju drugi naš govornik bo dr. Uroš Košir, človek, ki je arheološko ali pa, če rečemo, forenzično arheologijo ali pa temno arheologijo dvignil na tako raven, da bodo tak tip njegovih prispevki v teh naših raziskavah objavljeni v referenčnih tujih delih. Tretji nastop bo kolega kriminalista Pavla Jamnika, ki je za posebno enoto policije si ogledal ta jamski prostor in spremljal dogajanje. Zavrteli bomo pa en film, ki prikazuje letošnja dela. Potem v drugem delu boste pa tukaj na odru gospod Marko Klun, direktor komunale, ki je s podizvajalci izvedla letošnji izkop, in pa gospod Tone Ostanek, ki je bil gradbeni nadzornik del. Predlagam, da kar začnemo in predajam besedo dr. Andreju Mihevcu. Spoštovani, govoril bomo o jami pod Macesnovo Gorico, nekaj terminoloških zadev, bom rekel jama ali pa brezno, tako da tukaj nisem čisto dosleden. V slovenščini uporabljamo besedo jama za vsako podzemno votlino, če pa hočemo poudariti, da gre za vertikalno votlino, pa govorimo o breznu. In tukaj nisem čisto dosleden, pa bom skakal med temi termini. Torej, govoril bomo o jami pod Macesnovo Gorico in če pogledamo tule en takšen majhen zemljevid, lahko vidite leglo te jame, ki ležijo ob veliki cesti, ki vodi iz Kočevja proti Dolenjskim Toplicam oziroma proti Turnu. Tukaj sta dve morišči v območju Kočevskega Roga, torej jama pod Krenom in pa jama pod Macesnovo Gorico. Tako da imate približno občutek, kje brezno leži. Če gremo v nekoliko bliže, karto nekoliko bolj podrobnega merila, vidimo cesto čez Kočevski Rog, tu zavija pod Macesnovo Gorico in gre potem proti Žagi Rog in približno 150 metrov severozahodno od ceste leži pa v vhod v to naše brezno, to je našo jamo. Če si lahko zapomnite to glavno cesto, ki pelje proti Žagi Rog, proti vzhodu, in pa potem tole gozdno cesto, ki se odcepi, to je dobra traktorska cesta, to je bila nekdaj
močnejša, torej bolj uporabljena cesta in vozi v vas Trnovec, ki je približno kilometer 200 metrov severozahodno od naše jame. Torej, jama je bila blizu vasi, jama je bila verjetno dobro poznana, žal pa o tej jami nimamo nobenih podatkov, kajti Trnovec je mrtva vas, ljudje so se izselili, tako da ne vemo točno, kakšna je ta jama bila pred velikimi poboji maja, junija, julija 40. leta. To pa je pomembno, ker če načrtuješ eno izkopavanje v neki jami, seveda moraš vedeti približno, moraš vedeti, kaj te čaka, kaj lahko pričakuješ, če ne drugega zaradi razpisa za pridobitev del, za oddajo del, moraš vedeti, kaj te čaka, kaj lahko gre narobe in zato je zelo pomembno vedenje o jami. Torej, o jami sami imamo pričevanja. V odprtih grobovih je objavljen načrt te jame, ki ga je gospod Pozemnik, človek, ki se je rešil, vendar on ni bil v jami, on je pobegnil izpred jame. In ta opis zgleda, da dosti dobro drži in da gre tukaj res za to jamo. Poleg tega, torej omembe te jame v tem pričevanju, imamo še pričevanja rešenih iz Brezen, vendar so tam pričevanja si precej različna, kar pa lahko izvira iz tega, da so pač padali v jamo v različnem času, ko je bila jama do različne višine zapolnjena s trupli in da so tudi pobegnili ven v različnih dnevih. Tako da ne vemo čisto točno, ali imamo tukaj samo eno brezno, ali pa obstaja še neko drugo brezno, torej to znamo brezno, v katerem se govori brezno v Deviških, v šivih jamah. Za rekonstrukcijo, kakšna je bila jama pred dogodki, si lahko pomagamo s poznavanjem jam v bližini, te sive sence, to so jame, ki so v neposredni okolici Macesnove Gorice in te jame nam govorijo, da je tukaj od spodaj en velik jamski sistem nekoč bil, ki pa je razpadel, torej zasut, porušen, razpadel v različne jame. In če si hočemo predstaviti, kako je do nastanka Brezna pod Macesnovo Gorico prišlo, torej nekoč v davnini je tekla neka velika reka, ta je reka je naredila jame s kamini, torej z jaški, ki vodijo navzgor, z dvoranami. In potem pa se je površje znižalo, tukaj je to senčena še risana jama, površje se je znižalo in to površje danes prereže nekdanjo jamo in kamin se je spremenil v brezno, del jame pa je še spodmolj pod Macesnovo Gorico. Torej, tako približno si predstavljamo nastanek in razvoj in jama je bila pred vojno nečemu nekaj takšnega, torej neka stara originalna tla z nekim kamenjem, z nekimi sedimenti, ki so zelo stari. In potem se pride do pobojev, v jamo se nameče trupla, ta trupla segajo precej visoko, o tem govorijo pričevanja ljudi, ki pravijo, da so po truplih in potem šli do roba in potem splezali ven. Pričevanja govorijo o miniranjih, in takrat so padle večje količine kamenja, dolna trupla so tudi ta trupla odrivala in spreminjala obliko tega nasipnega stosca. Potem je bila jama nekaj časa nekako samevala in količina, ta gmota trupel se je pač skrčila, je prišlo do razkroja in gmota trupel se je skrčila, nasipni stozec se je znižal. In potem pride do miniranja jame. Pričevanja so, da je bilo to v začetku 60-ih let, točnega leta ne vemo, vendar rob brezna, ki je bil prej oster, so zaminirali pod potom. Material, ki je padel not, izračun govori od 500 do 700 kubičnih metrov čvrste kamnine je bilo odstreljena in ta je pada noter. Kamnina je, ta teža te kamnine je potem gmoto trupel verjetno, to pa zdaj verjetno odrinila, razrinila, tako da ne pričakujemo enotne gmote trupel.
Potem pa je prišlo do odstreljeni rob, pa ki je zelo izstopal iz ostale pokrajine, pa so pogozdili, posadili s smrekami. Tako govorijo ljudje in ko se je posekalo okrog drevja, v tem rogu smo potem šteli letnice in te letnice kažejo tam na konec 50 let. Vidimo pa, da so smrekce, če so bile prenešene iz drevesnice, so bile stare že 3, 4, 5 let, preden so jih posadili pri Breznu pod Macestom v Gorico. Torej, na osnovi tega smo nekako pričakovali, kaj se bo zgodilo in kaj je za pričakovati. Začela so se potem dela, tukaj tole je prav naminirano dno in pa razpelo, ki je tam pritrjeno, ta križ, si zapomnite njegov položaj, kot nekakšen višinski reper. Material iz kopanj se je navažal v izdelovanje nekakšne ploščadi in šli smo potem, šlo se je v izravne takšne rampe, ki nekoliko spusti se noter proti dnu Brezna, torej pa obisi nad robom, zato da je lahko ta stroj dosegel. Torej, v letošnjem letu je bila narejena ta rampa in pa večina kamenja je bila odstranjena in pa tukaj pri strani pa se je odprl vhod v stranski rov, tako da pričakujemo zdaj še nekaj metrov nasutja. Torej, takšen je bil pogled predtem v jamo, takšen pa je pogled zdaj. Tukaj v zgornjem kotu vidite razpelo in to je količina kamenja, ki je bila tukaj odstranjena okrog 10 metrov po višini. Tu pa že zija vhod v rov, stranski rov, ki je pričakovan podoren material še v tem rovu, potem pa se rov nadaljuje nedotaknen, takšen, kakršen je že tisočletja. In pa še zadnji pogled na ušive jame, mislimo, da je na robu ušivih jam, tu pa je lokacija ušivih jam. Torej, veliko uvoda, kjer ne bi se nahajali morda tukaj. Hvala lepa, Andrej. Zdaj bo pa dr. Uroš Košir predstavil te arheološke raziskave, ki so dale bolj jasen pogled na to, v katere žrtve so, v katerih jamah. Seveda je to tisto vprašanje, ki ga neprestano naslavljamo tistim, ki so to vedeli. Jaz sem vprašal tako Milana Kučana kot Spomenkov Hribar, spraševali smo tako Zvezo borcev kot druge, ki so imeli opravka s temi jamami, kako je mogoče, da nam ne bi povedali, da je pač pod krenom ni slovenskih žrtev v Macesni Gorici, pa so, ampak te raziskave, ki so pa dale nove poglede, nove odgovore na to vprašanje, bo pa predstavil dr. Košir. Vsem lep pozdrav. Arheologi Idrijskega arheološkega podjetja Augusta Delo smo v letu 2017 opravili detektorske preglede na 4 lokacijah v Kočevskem rogu, na lokacijah morišč. To so jama pod Krenom in bližnje Brezno v Depljuških privadah pri jami pod Krenom, potem jama pod Macesnovo Gorico, jama v Rugarskih klanicah in Brezno pri Cink križu. V bistvu začelo se je z jama pod Macesnovo Gorico in zaradi zelo dobrih rezultatov so bili potem raziskave upravljene tudi na preostalih treh lokacijah. No, delo je zajemalo natančen detektorski pregled okolic teh morišč. Vsi kovinski predmeti pa so bili izkopani in njihove lokacije pa označene z zastavicami ali na kakšen drug način. Predmeti so bili tudi vsi uštevilčeni, no in njihove lokacije dokumentirane z elektronskim tahimetrom, tako da je vsak predmet imel tudi svojo X, Y in Z koordinato. No, po terenski fazi so bili vsi predmeti očiščeni in narejena je bila karta distribucije, to je bil tudi naš glavni rezultat, taka distribucija predmetov, ki smo jih razvrstili v različne kategorije, kot so na primer osebni predmeti, deli oblačilne opreme, potem žice, tulci, naboji in podobno. No, te kategorije predmetov so nam pomagale pri interpretaciji različnih dogodkov in različnih območij, različnih dejavnosti na tem širšem območju okoli posameznih morišč. No, če pogledamo jamo pod Macesnovo Gorico, dr. Mihevc je že orisal njeno lego, tako da se jaz tukaj ne bom spuščal v to. No, zelo pomembna pa je
večja vrtača ob sami jami, kjer je dr. Ferenc s študenti zgodovine leta 2004 upravil prvo tako terensko raziskavo, kjer so del vrtače preiskali z detektorji kovin in tudi presejali zemljino. No, ob tem so odkrili okoli 50 kg različnih predmetov. No, tudi mi smo vrtačo ponovno izkopali skoraj v celoti po kvadrantih velikosti 2x2 metra. Se pravi, vsak kvadrant smo izkopali, vso zemljo presejali in pobrali predmete. No, na ta način smo odkrili več kot 17 kg različnih predmetov, od osebnih predmetov, delov oblačil, delov opreme, tudi streliva in podobno. No, čeprav je bila jama že prekopana, vrtača že prekopana, je bilo razvidno, da je največja koncentracija predmetov v južnem delu. Že tako je bilo opazno, da so nekateri predmeti poškodovani, v bistvu ožgani, za kar smo tudi našli dokaze v obliki ožgane zemljine in ostankov ožganine, ter ostanke stopljenih aluminijastih predmetov, se pravi, je šlo za namerno uničevanje, v bistvu zažiganje predmetov žrtev. No, med temi predmeti je bilo tudi veliko religioznih predmetov, kot so križci božjih vencev in svetilnic, križcev je bilo 70, svetilnice 51. No, vsem predmetom pa je bilo določen tudi njihov izvor, se pravi poreklo. Zdaj tukaj je treba spet poudariti, da poreklo predmetov še ne pomeni poreklo žrtev v nekaterih predmetih, v nekaterih primerih, v drugih primerih pa to drži. Tukaj so bili odkriti tudi slovenski predmeti, kot so slovenske svetilnice, odkrili smo tudi del domobranske kokarde, nekaj več kokard je odkril tudi dr. Ferenc s študenti, tako da slovenske žrtve so zagotovo prisotne v jami pod Mancestovo gorico. No, bilo je pa tudi nekaj nemških predmetov, hrvaški predmeti so bili zelo redki, tak primer je hrvaški novec, nekaj predmetov je imelo tudi italijansko, jugoslovansko in tudi britansko poreklo. No, druga faza raziskave pa je zajemala detektorski pregled, ki je bil izveden na območju velikem 5,4 hektarja. Odkritih je bilo 477 predmetov na 241 lokacijah. Tukaj vidimo distribucijo teh različnih tipov predmetov. No, in na podlagi razprostranjenosti osebnih predmetov, kot so bili tukaj polomljen prstan, gumbi, očala in podobni predmeti, pa tudi na podlagi distribucije žic. Zdaj po pričevanjih vemo, da so bile žrtve zvezane z navadnimi žicami, ki smo jih tudi odkrili ob cesti. V glavni cesti smo našli 2 šopa še neuporabljenih žic, na celotnem območju pa le krajše odlomke teh žic, s katerimi so vezali žrtve, ki so bile v procesu predstreljanjem odvezane, svečene in nato ponovno zavezane. No, in distribucija teh predmetov nam je jasno pokazala pot, po kateri so žrtve vodili od ceste. Ta namreč ne poteka po današnji poti, ampak nekoliko bolj severovzhodno. No, prepoznano je bilo tudi območje, kjer je potekalo slačenje in ponovno vezenje žrtev, območje, kjer so zadrževali žrtve in seveda območje odvrženih predmetov. Tukaj imamo tak pogled na distribucijo krogel nabojev in tulcev nabojev, kar nam zopet govori o območjih, kjer je potekalo najbolj intenzivno streljanje, predvsem na tej uravnavi med vrtačo in samo jamo in obrobju jame. No, ob sami cesti pa smo odkrili tudi večjo koncentracijo italijanskih tulcev in tudi nekaj obrambnih struktur. V tem primeru pa gre za ostanek verjetno neke medvojne zasebe, se pravi bitke iz časa druge svetovne vojne. No, če pa pogledamo še jamo pod Krenom, tukaj je bilo pregledano 2,6 hektarja veliko območje, odkritih je bil 1001 predmet na 229 lokacijah. Zopet na podlagi distribucije osebnih predmetov in teh odlomkov žic je bila razvidna pot, po kateri so vodili žrtve do jame. Pot je v bistvu enaka današnji poti, ki vodi od razpela proti sami jami. Že raziskave dr. Ferenca, študenti zgodovine so pokazali, da je bilo veliko osebnih predmetov in delov oblačil odkritih v sami vrtači, kjer se danes nahaja kapelica. Naše raziskave so to tudi potrdile. No, poleg tega pa je bilo 100 metrov od jame najdeno tudi manjše območje s skoraj 500 predmeti. Gre večinoma za osebne predmete, kot so glavniki, zobne ščetke, različne tube, tudi steklenih predmetov in tudi vojaških oznak.
tudi tukaj pa so bili odkriti sledovi gorenja. No, zopet distribucija tulcev in krogel je jasno pokazala območje, kjer je potekalo streljanje žrtev, najbolj intenzivno na severnem delu jame, kjer je bilo odkritih več tulcev različnih kalibrov. Predmeti pa nakazujejo, v bistvu ni bilo odkritih nobenih predmetov, ki bi jih lahko povezali s slovenskimi žrtvami, odkrili smo pa kar nekaj hrvaških predmetov. No, zdaj pa še kot zanimivost, v okoli Brezna, v Debljuških livadah ob detektorskem pregledu nismo odkrili veliko predmetov, so pa jamarji Jamarskega kluba Novo mesto lansko leto začeli z iznosom smeti samega Brezna. No, v tem so odkrili tudi večje število vojaških predmetov, zato smo v letošnjem letu prisostvovali tudi arheologi. No, med odkritim materialom je bilo več kot 2000 predmetov, od katerih je bilo popisanih in prepoznanih 1696 kosov, od tega jih večina zagotovo pripada žrtvam ali žrtvam in tudi storilcem teh dejanj. Poleg tega je bilo tudi več kot 12 kg stekla, 14 kg nerazpoznanih kovinskih predmetov in več kot 9 kg staljenih aluminijastih predmetov. Prevladuje predvsem vojaška oprema, kot so čutarje, menaške, jedilni pribor, veliko je tobačnih in ostalih osebnih predmetov, zelo malo pa je gumb, se pravi, jasen dokaz, da tukaj ob cesti žrtve še niso bile srečene in so odvrgli samo njihove predmete. Glede na poreklo, tukaj je bilo največ teh nemških predmetov, veliko tudi italijanskih in starojugoslovanskih, seveda gre tudi tukaj za ponovno uporabo predmetov, ker italijanske žrtve tukaj niso prisotne in gre za ponovno uporabo. No, kot na podlagi predmetov, v bistvu napisov na predmetih, ki so jih vojaki sami utolkljali, upraskali tako na čutarje kot na menaške, zagotovo lahko trdimo, da je veliko žrtev z območja Srbije in Črne gore. Tukaj imamo nekaj primerov takšnih napisov, gre za nekaj primerih, gre za imena in priimke, odkriti je bil tudi znak srpskega prostovoljnega korpusa. Spet drugi predmeti pa nosijo napise v latinici, ki jih lahko povežemo z nekdanjimi lastniki opreme, kot v tem primeru italijanskimi vojaki, katere opremo je bila ponovno uporabljena, nekaj tudi nemških in po nemčjih imen, veliko pa je kratic. No, za konec pa samo to, da so tudi tukaj bili dokazi o zažiganju predmetov, ki se je pa verjetno zgodilo v drugi polovici 60. let prejšnjega stoletja. Hvala. Tako, zdaj ta plast, ki imamo v Sloveniji včasih težave, slovenska kriminalistična policija raziskuje te zločine kot zločine, ki ne zastarajo, se pravi vojne zločine in zločine proti človeštvu, človečnosti. In to je tisti del zgodbe, ki je posebej pomemben. Tako da bo zdaj kolega Jamnik predstavil nekaj kriminalističnega dela in predvsem pomen tega dela za vse kot temelj vseh raziskav, ki so potem sledile. Hvala lepa in dober dan vsem. Za Kočevski rok, kaj sem ostal? Čakaj sem tu, nisem. Ključil si še enkrat. Ja. Čujem pa to. Samo sekunda. Kar ustavka za ustavka. Aha, a je? Ok, zdaj smo. Se upravičujemo za tehnične težave. Torej, Kočevski rok je neke vrste, oziroma pravzaprav popoln sinonim za vse te množične poboje, ki so bili izvršeni na območju Slovenije in logično so bila tudi grobišča v Kočevskem rogu ena prvih, s katerimi se je srečala slovenska policija pri
poskusu odkritja storilcev za ta dejanja. Mi smo že konec 90-ih let upravili vse tako imenovane kriminalistično-tehnične oglede in pa poskušali najti kakršnega koli udeleženca ali pričo, ki bi nam o tem lahko dala kakšne pomembne informacije. Žal je na eni strani, tako kot sem rekel, Kočevski rok sinonim za množične poboje in po drugi strani neverjeten primer, da prav v Kočevskem rogu nismo nikoli uspeli dobiti osebe, ki bi bila vsaj priča, če že ne blizu tem, ki so te zadeve v Kočevskem rogu izvajali. Tako da razen teh treh preživelih, ki so uspeli živeti še po času sprememb sistema, ko so se te zadeve začele objavljati in so prišle v javnost, pričevanj o dogajanju in pa o poteku dogajanj na tem grobišču ni bilo. Eden od razlogov, oziroma to je bil razlog, da smo potem v okviru kriminalistične policije poskušali z metodami, ki bi nam vsaj okvirno odgovorile o žrtvah in pa o dogajanju okoli teh grobišč. Tako smo leta 2002 na osnovi informacije, ki jo je odkril oziroma posameznih najdb, ki jih je odkril dr. Andrej Mihevc ob Vrtači, ob primacestni policijo v Vrtači, kjer so se ljudje slačili, kar je povedal prej kolega Košir, smo opravili kriminalistično-tehnični ogled, zavarovali nekaj teh predmetov in kasneje, ko je delo vladne komisije prevzel gospod Dežman, se je pojavila možnost, da se je to mesto s pomočjo študentov, člana komisije dr. Ferenca, tudi raziskalo in s tem smo pridobili podatke vsaj o tej okvirni nacionalni sestavi ljudi. Ta predlog policije, ki smo ga izvedli preko komisije, je bil praznjenje tega brezna pri grobiški Levadi, kjer smo dobili potem podatke, kot vam je prej povedal kolega Košir, tudi o žrtvah. Ob odpiranju Macesnove gorice se je seveda pričakovalo, tako kot je predhodno ugotavljal dr. Mihevc in kot se v pričevanjih teh treh preživelih pri vseh treh pojavila pričevanje o umiku teh ljudi, ki so preživeli padec v brezno v stranske roje. Zato smo seveda ob sprotnem spremljanju vsega dela ob odpiranju brezna tisti trenutek, ko so se pojavile prvi človeški ostanki, so se za nekaj časa dela ustavila, da je lahko policija opravila tako imenovani kriminalistično-tehnični ogled. To vam govorim zaradi tega, da hočem ilustrirati, da so ta dela v zvezi z prekopom teh žrtev ves čas tudi podkrepljena z vsaj poskusom, predvsem podkrepljena z čim boljšo dokumentacijo s forenzične strani in pa saj s poskusom najti kakršnekoli sledi, ki bi bile lahko dokaz za potencialnega še živečega storilca, če bi se ta kadarkoli odkril. Seveda je, tako kot pri vseh grobiščih, tukaj pomemben ta časovni zamik, ki to možnost iz dneva v dan oddaljuje, ampak toliko časa, dokler obstaja vsaj teoretična možnost, da še živi kdo, ki je bil udeležen pri tem, toliko časa policija naredi na teh krajih kaznivih dejanj vse, kot na enakih krajih kaznivih dejanj, ki se zgodijo danes, včeraj, tako da to je tudi ta bistvena razlika z odnosom države do teh grobišč, kot se je rodila s kolegom Dežmanom v Srbiji v teh dneh.
Zdaj bi vam pokazal še ta filmček, ki ilustrira najprej potek teh del v nekaj posnetkih in pa potem vstop v to brezno. To je pogled. Samo mimogrede, vsa te skale dobesedno visijo v zraku in ni ravno varno se spuščati noter. To so ostanki ljudi, ki so se uspeli umakniti v ta vodoravni rov in so potem, seveda, ker izhoda ni bilo, umrli v tem rovu. Zaenkrat je v tem prvem stranskem rovu, ki se je pokazal, je bilo dokumentiranih 6 celotnih skeletov ljudi. Prav ta trenutek pa poteka še v okviru tega kriminalistično-tehničnega ogleda, poteka merjenje, natančno merjenje in izris jame, tako da po tem bomo seveda do nadaljevanj del v spomladanskem času ta del rova zaprli, da ne bi prišlo do uničevanja teh ostankov. Vmes ste lahko videli tudi večji kapniški steber, ki je popolnoma razpokan, dobesedno zamaknjen. In to je posledica takratnih miniranj in padca te velike gmote miniranega materiala in ta udarni val je potem povzročil tudi odprodave v jami. Hvala lepa. Takole, zdaj pa prosim gospoda Kruna in gospoda Ostanka, da se mi pridružita. Andrej, ti pa kar počakaj, če bo kakšno razmišljati. Jaz bi rekel, da tale slovenski položaj, kar se tiče dugovitosti pri uničevanju grobišč, je seveda tudi malo poseben. In tukaj je verjetno ena slovenska zagnanost in izvirnost prišla do izraza, ker jaz verjamem, da bo v prihodnosti enkrat tole miniranje s temi stotinami kubikov v svetovnem vrhu. Nedvomno je huda jama s temi 400 kubiki zasutega rova in 11 pregradami tudi tam, neskončni kubiki pokvarjenih salam na mrtve v Socerbu, pršutne kosti in konzerve v jami Golobivnica, sicer pa ponavadi, kjer je smetišče, hlodovina in podobno. Rekordni dosežek pa seveda ima tudi mesto Celje s to deponijo cinkarnenih odpadkov na taborišču Teharja. Ampak pomembno je, da je bilo tukaj potrebno za izvedbo razpisa angažirati gradbeno stroko v polnem volumnu in zato predlagam, da nam gospod Klun in gospod Ostanek povesta nekaj teh zgodb o tem, kaj je razpis obsegal in
kako je bil izveden. No, v razpis je obsegal dostop do posmrtnih ostankov, to se pravi dovozna pot, oprema gradbišča oziroma delovišča in pa izkop do posmrtnih ostankov. Potrebno je bilo zgraditi cesto z dovoz mehanizacije in pa vstopno rampo do jame. Ter izkop, kar se je tudi kvalitetno izvršilo, sedaj se pa izvaja tudi dela z zaščito brežin jame. Količino bo pa povedal pa direktor komunale naprej. Pozdrav. Komunalna Kočevje se je prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj. Sami podatki o tem, kako bomo se lotili naloge, niso bili vnaprej najbolj jasni, ni se vedelo, na kaj bomo naleteli. Odločili smo se za to, da bomo izvajali dela z večjimi bagri, za katere moramo najprej seveda narediti plac, da se sploh lahko pridejo na lokacijo. Naredila se je ta dostopna rampa, dela so se izvajala na območju velikem cirka nekaj manj kot 800 kvadratnih metrov. Potem pa se je začelo teren postopoma zniževati, da smo lahko prišli do vseh teh naminiranih izkopanin. Za dela smo uporabljali v bistvu najprej dva manjša bagra, ki sta premetavala kamnino iz jame na vzven in pa potem na obrobje tega območja. Potem pa smo pripeljali še večji bager, ki ima skoraj 20 metrsko roko, da je lahko dosegel čim dlje v samo jamo, da so se pokazali tisti rovi, ki ste jih videli na posnetkih. Ocenjujemo, da smo izkopali iz tega celotnega območja okoli 3000 kubičnih metrov samega materijala. Dela so se pričela v začetku avgusta, 5. oktobra pa smo že naleteli na prve posmrtne ostanke, takoj ko smo pripeljali večji stroj na teren. Tako, se pravi zgodba, seveda ta zgodba je uvertura v razpis za naslednje leto, ki ga bo po tem, kako zapletene razmere so v jami, treba dopolniti, ampak ta hip smo prišli do kvalitetne delovne ploščadi ob jami za arheologe, prišli smo do dostopne ceste, bo še zaščita tega jamskega oboda z mrežami. Vprašanje seveda za slovensko, pravzaprav narodno telo je pa to, ali bo ta obredni cikl, ki je nastal pravzaprav pri jami pod Krenom na posmrtnih ostankih naših bivših bratov z juga, ali bo to obredno mesto ostalo tam, ali se bo tukaj razvilo obredno mesto za recimo edino večjo skupino umorjenih pripadnikov vojnih ujetnikov Slovenske narodne vojske, ki jih bomo očitno lahko dosegali. Jaz bi glede na nekatere znake nervoze v slovenski administraciji, ki jo glede na dolgoletno prakso poznam, jaz ne bi želel, da bi kdo izgubil živce kot pri hudi jami in da bi recimo spet kakšnih 7 let čakali, da bomo lahko delali naprej. To se mi zdi oboje potrebno se vprašati, ampak glede na upravljeno smo na tem, da se spet tako za gradbeniške kot za speleološke, arheološke in ostale perspektive pripravi razpis za naslednje leto. Tako, če so kakšne vprašanja, smo vam na razpolago.